res vprosti. Jaz pač, to, kar z roko nekaj napišeš, se mi zdi čisto drugače. Meni isto drugače. Pa imam jaz tudi, imaš iPhone, ne? Ja. No, pa imaš beležke, pa opomnike. Jaz kar živčna ratam, jaz sem še vedno beležko, pa si zapijem, da imam predstavo in tako. Daj kaj blebe tam, daj greva, no. Danes so ob skodelici kave, to bomo pustile. Ja. Gostim danes ob skodelici kave eno zanimivo osebo, en zelo znan obraz iz igralskega sveta, Nina Ivanič, lepo pozdravljena. Živijo. Ja. Lepo, da sva se ujeli. Aha. Mini podcast sva že naredila pred tem snemanjem. Ob skodelici kave, ob naročanju kave. Ja. Tako. A je to tvoja prva kavica danes? A, to pa ne. Ne. Jaz imam pa svoje jutranje rituale in mimo kave ne gre. Tako da, to je zdaj druga, no. Bo pa še ena in tako, no, nekako čez dan spijem 2 do 3 kavice. Zdrave so, dobro mi naredijo, dobro se počutim ob njih, pol tista zadnja ni toliko več zelo močna, no. Ampak kava je imela že toliko enih predznakov, zdrava, nezdrava, škodljiva, ne vem kaj. Če ti polepša dan, pa poboža dušo, zakaj ne? Ja, mislim, da lahko preberemo ogromno teh člankov, kako je slaba, pa je ne bo nič izpodrinila. Ne, moš poslušati svoje telo. Ja, res je. Če nam paše, je to, pa vedno se kakšni lepi klepeti ob njej odvijajo. Ja, von, ritual, priprava, pitje, vse to, nekako to je cela zgodba in mene je to tako prijetno, mi je pusto življenje brez kave, brez tega vonja, brez teh skodelic lepih, ki jih imam doma, brez tega, da grem potem na vrt, pa spijem tudi po zimi, ker si potem zraven še cigaretek počnem, noter pa ne kadim. Pa je tako prijetno, no, in to se mi zdi tako škoda. Sej čaj je tudi dober, ampak to mogoče zvečer pred spanjem, ampak takole čez dan pa kavica paše. Pa čaj velikokrat povezujemo z boleznijo, ko smo bolani, pa se malo slabše počutimo, tudi to, spijemo čaj. Kavica je pa vedno. Ja. Kavica je za veselje. Res je. Ja. Glede na to, da si že več desetletij v igralskem svetu, me je tako zelo zanimivo, ko se potem poskušam postaviti v vašo kožo ali pa karkoli, čeprav je ful težko, če nimaš teh izkušenj, ne? Me pa zanima, ali se ti zdi, da zdaj glede na vse te tvoje vloge, da ljudje, ki gledamo, torej publika, da prenesemo kakšne te lastnosti, ki jih imajo like na tebe, ali se ti zdi, da te vseeno Slovenci poznamo kot Nino, kot si, vsaj neke te tvoje osebne lastnosti. Kakšen imaš ti občutek? Pa ja, mislim, tako, mogoče ljudje, ki niso imeli nikoli nobenega stika z mano ali pa me res poznajo samo iz serij. Večinoma to je res, sem igrala malo bolj negativne like, mogoče potem avtomatično ljudje povezujejo tudi, da imam kot oseba neke izražene bolj negativne lastnosti, ampak drugače pa jaz mislim, da ljudje vseeno vejo, da je to igra, da si igralec, da moraš to odigrati. Tako kot si rekla, desetletja sem že na tej slovenski sceni, kot gledališka in filmska in televizijska igralka. In se mi zdi, da so ljudje pa tudi toliko intervjujev sem dala, pa bila sem gostja v različnih oddajah, tako da se mi zdi, da so si vseeno ustvarjali neko objektivno mnenje, ki ni povezano samo s tem, kar izražam pa igram v serijah. Tako da se mi je pa seveda že tudi zgodilo, da ne vem, sploh v tistem intenzivnem obdobju, ko sem 7 let zapored snemala serije in sem imela v prvi seriji Usodno vino, mislim v tistem obdobju, ko sem 7 let zapored snemala, že predtem sem snemala serije Usodno vino, kjer sem imela izrazito negativen lik, ne. In vem, da so me ljudje tudi kdaj ustavljali na cesti ali pa nekdo, ki me je tako bežno poznal. Joj, Nina, moram ti povedati, moja mama te videti ne more, moja mama bi te v žlici vode utopila in tako naprej. Ampak jaz sem to vzela v zakup, ne, nisem tega osebno jemala, ampak sem rekla, ti kar svoji mami povej, naj gleda naprej, pa naj se zaveda, da jaz to samo igram, da nisem tako zlobna in tako. In se mi zelo smešno, da moram včasih kljub v tem času, v katerem živimo, ko vemo, kako stvari tečejo, še nekaterim ljudem vseeno objasniti,
to je samo lik, naj se ne vživi preveč. Ne? Ja. Dobro, po drugi strani je pa to pač kompliment, se pravi, da si tako verodostojno, organsko, prepričljivo odigral pač tak negativen lik. Ne? Ampak ne, tako kot si že na začetku rekla, sej sama se zavedam, ko gledam zdaj to serijo Skrito v raju, pa poznam določene igralce, ki so izrazito negativni v tej seriji, pa avtomatično, ker si misliš, kako je ta človek zoprn, seveda, mislim, prepričate, ne? Veš pa, da je v privatnem življenju podoba čist drugačna. Ne? Tako da jaz mislim, da ljudje vseeno nekako vejo, kdo sem, kaj sem, da je to pač del mojega poklica in da bi se prav, kako bi rekla, ne identificirali, to ni prav izraz, ampak da bi zdaj mene enačili s temi vlogami, pa ne. Vsaj malo, če pomislijo, pa se malo ustavijo, pa da ne padajo glih tako noter v te serije. Mislim, da ne. Jaz tudi mislim, ja. Čeprav je pa res, da si potem zapolnimo po nekem določenem liku, sploh če gledaš zdaj toliko let zapored, v bistvu samo na televiziji, tebe v nekem liku, ja. Saj je logično, ampak saj tudi vidimo pri tujih serijah, ne? Ali pa pri tujih filmih, tuje produkcije. Velikokrat se zgodi, da rečem, ta igralec pa dobi vedno negativno vlogo. Tako pač je. Nekatere igralke dobijo, ne vem, spet neko tipsko vlogo in jo to spremlja lahko leta in leta, ampak ne vem, tako pač je, no. Sej sem igrala tudi pozitivne, no, pa prijazne, pa ne samo take zlobe. Ja, si enkrat rekla, da nimaš težav se vživeti v različne vloge, pa tudi starostno, kakšen lik igraš, da nikoli nisi rekla, s tebo pa težava. Ne. Pa sej, mislim, se moraš zagrist v lika, ne? Plus to, da imaš prej neke priprave, narediš si v glavi predstavo in to je itak naš poklic, sej, mislim, to je naše delo, da se vživiš v lik in da ga probaš odigrati čim bolj prepričljivo, verodostojno in mene vedno zmoti pri igralcih samo to, da mnogo igralcev deluje zelo včasih naravno, sproščeno, ampak potem vidiš, da ni se vživel v lik, on igra samega sebe. Ne? To je najlažje biti takrat naraven, da stavki zvenijo naravno, da je tvoj govor naraven. Ampak ti se moraš od sebe odmakniti in se vživeti v lika. Ne? Tako da to je tudi ena veščina. Ne? Zdaj ne samo naši igralci, tudi tuji. Meni se na primer nekatere igralke tuji ali pa tudi igralci zdijo skoraj povsod enaki. Ne vem, Julia Roberts na primer se mi zdi vedno približno enaka. Ali pa Jodie Foster, dobro, no, to je zdaj mogoče ni glih najboljši primer Jodie Foster, ker ni več na sceni zadnja leta, ampak veliko igralk je, ki se mi, ali pa ne vem, tudi Jennifer Aniston. Tako vedno se mi zdi nekako približno enaka. Ja. So pa določene igralke, ne vem, Meryl Streep, Helen Hunt, ko pa taleno, da mi je šla iz glave, ki je igrala v Judi Dench, ko pa res naredijo vedno neko transformacijo, tudi pri moških likih. Ne? Nekateri se mi zdijo približno enaki, kot da bi igrali samega sebe. Ne? Ja. Ma kaj sem zdaj zašla v te igralske lova? V redu je. Ne, saj je res, ne? Ko že vidiš, ta igralka igra, že veš približno, kakšen film pričakovati, malo zgodba. Ja, se strinjam. Kako deluje, kako hodi, kako se smeji, kako odreagira. Se ti zdi približno v vsaki roli, v vsakem liku podobna, enaka. So pa igralci, ki so izrazito nagnjeni k transformaciji, tudi gibalno, glasovno, mimično in to je meni tako, to pa mi je zanimivo. No? To je ena velika, ne velika, no? To je zelo pomembna veščina za igralca, ki pa jo ne premore vsak. Ne? Tako da. Ti bi pa potem res rekli prava umetnost, ne? Ja, da je to da se res vživiš, ne? In se je tudi toliko težje, ne? In psihično in fizično toliko bolj naporno, pa tudi snima vsak takega talenta. Ne? Če ti res se potem zapopadeš v ta klik, ne tako, kot recimo Joker, ne? Je ta Joaquin Phoenix, kako je izhujšal in gibalno in telesno, mimika, gestikulacija, čisto se je transformiral. Ne?
te kar zasleduje lahko pol to. Tako je, tudi psihično to je seveda veliko bolj naporno, ne, ampak je pa zanimivo. Si ti imela kakšno transformacijo, da te je tako res zaznamovala ali pa da je bila tebi največji izziv, najbolj težka? Se pravi, zdaj za serije, da govorim, ne. V bistvu, kaj jaz vem, da bi tako zelo ne, jaz sem vedno nisem šla nikoli tako globoko v take transformacije, da bi zdaj morala shujšati, ali da bi se zredila, ali da bi popolnoma drugače govorila. Nisem imela niti take možnosti, ne. Ampak sem pa naredila vedno določene transformacije, sploh, ko sem tistih 7 let zapored snemala v 3 različnih, oziroma potem 7. leto je bila že 4. serija, sem probala narediti, se pravi v sami osebnosti, v liku, v teh nekih manjših stvarih. Niso bile to take velike transformacije, ampak vsakdo mi je rekel, vedno si bila malo drugačna, ne? Nikoli nisem ponavljala lik ali pa ga vlekla iz ene v drugo serijo ali pa da bi igrala samo sebe. Vse to je težko, ne? Ker vedno izhajaš iz sebe, ne? Tako da si moraš res upati. Ampak tudi nisem imela takih, tako kot sem že prej omenila, nekih takih prilik, da bi pa zdaj jaz igrala, ne vem, neko zapito klošarko ali pa zmešano žensko ali pa, ne vem, morilko, da bi zelo bila drugačna od sebe, ne. Tako so bili ti liki, enkrat sem bila tista poslovna ženska, hudobna, manipulativna, drugič sem bila malo primitivna frizerka, potem sem bila sestra Dragica in znotraj teh sem naredila transformacijo, ampak ne zdaj pa, da bi rekla, to je pa zdaj bila transformacija življenjska in tako. To pa ne. Sem pa vedno skušala, se pravi, narediti nek lik, se vživeti v ta lik in ga dobro odigrati, ne. A kaj pogrešaš televizijo? Bi se vrnila v kakšno serijo? Je to tudi en tak steber, ki ga želiš nadaljevati? Pa ja, seveda, mislim, sem igralka, vse rada počnem. Tisto obdobje je bilo, ko sem res toliko časa eno za drugo serijo snemala, je bilo zelo naporno, se je potem prišlo tudi do izgorelosti in tako, pa ne sem zaradi serije, vse skupaj se je takrat naložilo, no. Tako da pol, se pravi, zdajle že 2 ali pa bo 3. leto, ja, zdajle bo letos, bo 3. leto, ja, ko nič ne snemam, ne, in moram reči, da mi je tako prav paše. Pa mi je zadnjič rekel sin, joj, mami, zdaj bi bil pa že čas, da bi kaj snemala. Mislim, jaz sama ponujam se ne. Nikoli se nisem in tudi nikoli ne bom, da bi koga klicala, pa ne vem kaj. Se zdaj neki seriji že vmes snemali, ampak pač ali enkrat sem bila na neki avdiciji, samo je pač nisem naredila, potem pa ste se še 2 seriji snemali, kamor tudi niti me niso povabili. In jaz vedno rečem, sem rekla, Luka, lej, takole v duši, če ti povem, mi tako paše, da imam samo teater, ker snemanje takih dnevnih serij sploh je zelo naporno, ne. Sem rekla, dobro, bi mi čisto spasali spet priliv na TRR, sem rekla, ampak pa tudi čisto rada to počnem, ampak vse ob svojem času in jaz to verjamem in se popolnoma nič ne sekiram in nič zdaj ne hlastam za nekimi novimi serijami, ko bo čas, bo že, če pa ne, pa je tam leti zgor že ve, kaj je prav. Ne, res. Tako da mi zelo paše, tako da ne delam preveč, da glih prav delam, da imam čas za sebe, za šport, za prijatelje, da lepo zjutraj v miru, da ni tistega stresa, pa laufanja iz vaj, iz predstav na snemanje, pa nazaj. Joj, sej včasih, ko pomislim nazaj, sploh ne vem, kako sem to zdržala vse. Sej sem. Pa kar gre. Ja, pol kar gre, pol malo ti je pol vstal, ko je preveč vsega. Ampak sej je tudi to menil, tako da. Joj, dobra kavica, moraš šlupati. Potem bi rekla, da je največja razlika med temi snemanji za teater in pa za televizijo, ravno da je verjetno pri televiziji bolj intenzivno, več vsega. Ma ja, sej tako je. V bistvu vaje za serije so, ne, obstajajo. Mogoče mesec, 2 pred začetkom snemanja, potem se začne
ta mašinerija, ki se mu reče dnevno snemanje, a ne, in je seveda je tudi naporno. Zgodaj moraš vstati, sploh če si prvi v maski. Ponovadi se snemanje začne ob 6 zjutraj, trajajo do 6 zvečer. Zdaj odvisno od dneva, koliko sekvenc imaš za posnet, kdaj si v maski. Najbolj naporno za igralce je, ker večina igralcev, ki snemamo v teh serijah, smo tudi redno zaposleni v teatru. In najtežje je, oziroma najbolj naporno je, kadar imaš ti nov študij, se pravi, ko delaš novo predstavo, kjer so vaje 2-krat na dan, potem še vmes igraš še stare predstave in še snemaš. Ker ti snemaš takrat, ko imaš ti čas, ker prioriteta je teater, a ne? In takrat, ko imaš ti čas, rečeš, takrat nimam predstave, nimam vaje, in v vmesnem času, ko imaš ti nekako, kako bi rekla, prosti čas, greš snemat. Sej, hvala Bogu, se večina producentov prilagodi, se drugače sploh ne bi mogli snemati. Vejo, da smo igralci redno zaposleni in da ima teater prednost. A ne? In potem ti v tistem svojem prostem času, ko drugače greš domov med eno in drugo vajo, ker vaje v teatru potekajo zjutraj od 10 do 2, pa zvečer od 7 do 10, v tistih 5 ur vmes ali pa še manj, a ne? Preden prideš domov še manj. Se malo spočiješ, skuhaš, ne vem, si malo z otroki, če imaš še manjše otroke, ne, tako, in se z njimi ukvarjaš. In v tem času ti snemaš, ne, in velikokrat snemaš tudi pred vajo. A ne. Če se snemanje začne ob 6 zjutraj, si bil ti ob 5 v maski, ob 6 si začel snemati. Velikokrat se mi je to zgodilo. In potem sem snemala do 9:30, me je kombi peljal v teater, sem imela od 10 do 2 vajo, me je po 2 že čakal kombi pred teatrom, sem šla v kombi, nazaj na snemanje, sem snemala do 6 zvečer, potem je bila vaja v teatru ob 7, mislim, da se tole zdaj, ko govorim, me kar strese. Yeah. In potem sem imela vajo do 10 zvečer, preden sem prišla domov, je bila ura 11, zjutraj sem včasih imela naslednji dan že spet snemanje. In to, mislim, to je res, ni čistko lahkotno, no, Ja. kot se zdi. Kar Tako da nor takrat tempo. je, ja, noro, ne, takrat je zelo naporno, ne. Če pa, na primer, nimaš takrat vaj ali pa predstav, pa se da tudi lepo posneti. Sej, kaj se bomo pritoževali, si to en šus, pol mine, tako. Ja. Sam je pa verjetno kar nek ponavljajoč cikel, ne? Pa sploh, če si bila potem vpeta v te serije Ja, 7 let zapored. Ja, saj sem plačala svojo ceno. No, mislim, se ne zaradi tega dela. Hvala Bogu, jaz rada delam, a ne, in mi je to veselje in je to potem spet za tvoje telo in dušo čisto drugače, ne. Če pa ti se mučiš, če ti je to preveč stresno, če ti je preveč naporno, če tega ne delaš rad, sicer ne poznam dosti igralcev, ki ne bi imeli rad svojega poklica, zelo težko je biti igralec, pa ne imeti rad svojega poklica, je potem še težje, ne, če ti tega, ne vem, da ti je to preveč stresno. Ampak jaz sem v tistem obdobju imela res, se so še druge stvari naložile in enostavno nisem zmogla več. In je pač me ustavilo življenje za 7 mesecev, ne. Se ponavlja številka, 7 mesecev, 7 let. Sedmi požirk. Ja, takrat Ja, veliko to je. si govorila o tem obdobju, o nespečnosti, o izgorelosti, o izčrpanosti. Si že govorila o tem. Ja, in kaj bi rada, da še, ali kaj? Verjamem, da ne rada odpiraš to tematiko, sicer No, mislim, zdaj, lej, jaz sem zdaj tlele na vročem stolu. Zdaj, ti me Zelo vprašaj- vroče, a ne? Ja. ja, verjamem, da ti je takrat najbolj stala ob strani družina, tvoj mož. Ma ja, sej takrat seveda stali so mi ob strani, v resnici ni pa noben mogel tako čist pomagati, ne. In kar je, pač to moraš sam prebroditi, čas mora narediti svoje. Bilo bi pa zelo težko, da bi takrat od mene še kaj posebej pričakovali, ker sem bila pol zadnje mesece pa res nezmožna, niti iz posle nisem več mogla vstati, tako sem bila neskončno utrujena. Plus še ta nespečnost, grozljiva, ne, ko bi vsaj spala lahko, ne, in tako naprej, skratka, res je bilo vse skupaj in tablete in zasvojenost s tabletami in pol to odvajanje od teh tablet, to je bilo res grozno, ne, tako da niti nisem vedela,
da lahko ti sanvali, ker res nisem mogla spati in sem jaz te tablete jedla res kot za zastavo, kot bombone, ker mi tudi sanvali niso pomagali. Sanval, če ti vzameš, bi moral, 7 ur spati. Jaz sem se po 1 uri, po 2 urah zbudila in tako. In nisem mogla več trpeti in tistega občutka tesnobe in anksioznosti in nekih grozljivih občutkov v sebi in nemira in bitja srca in in jaz sem to kar jedla in potem sem se enkrat odločila, konc, ne morem več teh tablet jesti, kada so bomboni najboljši na svetu. In sem prekinila v momentu. In potem je 2-3 dni ni bilo nič, pol se je pa začel, ne. Ta utegnitveni sindrom, ne. Ker sem pa tudi mislila, da je konc z mano. Tresenje, nisem mogla hoditi, jaz sem se tako tresla, da nisem mogla kozarca v roko držati. Neke halucinacije, nespečnost, pol itak, nočne more, potenje, tresavice. Potem sem dobila občutek, kako bi rekla, neč občutek, ampak hipersenzibilna na zvok. Nekaj, če je samo kapljica dežja padla, je mene, kot da bi me stresali, tako take stvari. Potem bleščal se mi je, sploh ni, da ni. Grozen, kot da bi bila narkoman. Tako je bilo. To je trajalo, ne vem, kakšnih 14 dni. Pa te je vmes prijelo, da bi potem nazaj na tablet ali si ostala dovolj močna? Zato, ker jaz sploh nisem vedela na začetku te simptomi, utegnitveni sindrom, jaz sploh nisem vedela, kaj to je. Jaz sem postala čisto panična in sem rekla, Matjaž, tako me pelje v bolnico, na urgenco, nekaj narobe, nekaj z mano. Lej, kakšno tresenje, dobesedno, tudi ko sem hodila, jaz sem se cela, to je še tudi, ko te zebe, ali pa ko si kdaj podhlajen, ali pa ne vem, imaš mrzlico, to ni nič, to je tako tresenje, da niti hoditi ne moreš. Vrtel se mi je v glavi, kot da je bila pijana, tako, kar vse ti, groza, pol kar neke stvari vidiš, ker se takrat sploh nisem zavedala, da so halucinacije. Ne vem, tako v spalnici imam eno krasno tako tapeto, lepo z nekimi rožami in jaz tisto gledam, tam v postelji ležim in se rekla, čakaj, kaj je jaz tle, kakšne zanimive tapete, iz teh nekih minimalnih rožic, kakšne podobe lahko vidiš. Meni so tam, ne zdaj neke podobe v drugih barvah, vse tako v skladu s temi tapetami, ampak jaz sem videla Michelangela, jaz sem videla potem, ne vem, neko risbo, ki je moj sin narisal, rekla, tudi kakšna zanimiva tapeta, tudi v teh tapetah to lahko vidiš. Pol sem kar videla neko domačijo od mojega očeta, no, skratka, pol šele, ko sem pa šla k sebi, ko se zgledam te tapete, pa sem rekla, jaz nič od tega ne vidim, to je bilo vse stvar halucinacij, še dobro, da nisem vedela, da haluciniram. No, in tako, v glavnem, hotela sem reči to, da, zdaj sem pa pozabila, kaj si mi rekla. Čakaj, hotela sem reči to, da, da ko se je to meni začelo, je šel pa moj mož brat stranske učinke teh tablet in so stranski učinki, pa da tudi lahko pride do utegnitvenega sindroma, ne? Ko ti toliko mesecev jemlješ tablete za spanje in jih potem naenkrat nehaš, pride, to je tako telo odreagira. No, in pa sem se pomirila, čeprav je bilo še pol 3 tedne ali pa 14 dni zelo grozen, ampak sem se pol pomirila, ker sem vedela, da je to, da to ni, da je zdaj neka kap, da to zdaj ni neka, ne vem, kakšna huda bolezen, od katere bom umrla, ampak da moram to pač prebroditi. In zdaj, da se vrnem na začetek, ker si rekla, družina ti je stala ob strani. Ja, gledali so me, opazovali so me, mož je bil res, saj tudi otroka, ne. Videla sem jima po očeh, kako jima je hudo, kot sta mene, kot neko močno žensko, ki je pač, kako bi rekla, vedno polna energije in odločna in ne vem kaj, bla, bla, bla. Skratka, kako tam nemočno leži in nekaj na pol zadeta z tistih tablet in ne vem kaj. Mož je pa res, mi stal pa res 100% ob strani. Saj mi je že večkrat ob nekih takih preizkušnjah ni nikoli, kako bi rekla, se pokazal kot zajec, rep med noge, pa gremo, ali pa da je to pet k zdravniku, ali pa nič ne morem. Vedno mi je stal ob strani in tudi zdaj. No. 24 ur, eno obdobje je bilo, ko je bil
tudi on je vzel pol bolniško in je bil 24 ur ob meni. Niti ven je šel samo na tržnico, da je kaj kupil, da je skuhal otrokoma in tako naprej, ampak pa da mi je prinašal stvari, pa odnašal, ker pol na koncu nisem mogla niti v bano več, me je mogel nesti, da sem se šla stuširati in tako. Ja, tako je. In še zdaj, to je bilo leta 23 in še zdaj se včasih zalotim, kako se spominjam nazaj tega obdobja, zdaj sicer s hvaležnostjo in z neizmernim olajšanjem v srcu, da je to za mano, da sem to dala čez, da sem to dala skozi, ne čez, da sem to prebrodila, da je to minil. Ampak še zdaj se dostikrat spomnim, res, mogoče kar malo prevečkrat, kako sem takrat trpela. Pa ne vem, grem tako dol po stopnicah v garažo, pa me zelo velikokrat pomislim, joj, Nina, se spomniš takrat, ko te je Matjaž pol k zdravniku peljal, ko nisi mogla niti hoditi dol po štengah, ko sem morala se držati, pa čist tresočimi nogami prideti sploh do avta. Ne? Zdaj grem pa tom, bum, gor dol, kasrnica. Ne? Tako, take neke malenkosti, ampak nič to ne vpliva nami, da bi zdaj bila nekaj zaskrbljena, prestrašena, joj, bo ne vem kaj. Nič, kar s temi stvarmi sem upravila, to je za mano. In tudi, če se bi kdaj kaj podobnega zgodil, ne bo več tako hudo. Pa tudi ne bo. Se ti zdi, da zdaj bi že znala opaziti tiste neke znake, ko jih mogoče prej nisi? Bi. Plus to, da sem vse potem, kako bi rekla, po tej življenjski preizkušnji dobila ena tako moč v sebe. Plus en neizmeren mir. Plus to, da se za skoraj nobeno stvar več ne sekiram, ne skrbim vnaprej, me ne vrže stira. To je tako, kot da bi pretekla en maraton in zdaj vse, kar je manj od teh 42 kilometrov, se mi zdi just like that. Tako pa se mi zdi, pa kaj je to, vse to ni nič hudega, pa to ni noben problem, pa to ni nobena taka stvar. Kad daš nekaj tako težkega čez, oziroma skozi, ko nekaj tako težkega preživiš, potem ti je mnogo stvari, nepotrebnih sekirancij, nepotrebnih skrbi, nepotrebnih zamer, ne vem česa, negativnosti, slabih občutkov, kar odpade. In potem res mi je vsaka stvar tako fino, kako jem, ker takrat tudi apetite nisem imela, nisem mogla nič skoraj jesti. Imam apetit, kako fajn grem sama po stopnicah, kako, ne vem, se zjutraj zbudim z veseljem, kako dobro spim, nobenih tablet in tako naprej. In pol so ti vse stvari, ki si to prej samo po sebi umevne, ko se ti sploh ne zdijo nič posebnega, potem nekako vidiš, kako je to krasno, ko to vse deluje, ko lahko ješ, ko spiš, ko te ne skrbi, ko nimaš krča v želodcu, v prsih, kako je vse fino. Tako da včasih je kar fajn, da te en tak cunami zadane, ker pa se pa naenkrat tako kot na morju, jaz tako gledam, dostikrat smo veliko na morju, pa tako morje opazujem, pa rečem, kako je tudi morje, dobro, sama narava, ampak bom se skoncentrirala na morje. Kakšen pokazatelj je, Morje je popolnoma mirno, lep sončen dan je, vse je krasno, kar naenkrat odtekod pride nek temen oblak, neka nevihta, pride do neurja, in je darmar, in je morje naenkrat tisto lepo modro morje z valovi, je sivo, je grozeče, piha, strele. Potem je tistega konc in naenkrat se razjasni in spet je modro, krasno, krasno modro morje, refleks neba, modrina neba, vse spet, kot da nič ne bi bilo. In tako je tudi v našem življenju, Dobra prispodoba. Ja, tako sem dostikrat tako prvo pomislila, kako se pol takrat, ko se nam v življenju kaj groznega zgodi, pa imam občutek, da ne bo konc. Zdaj pomislim, kako je tudi v naravi. Pride, pa mine, in hvala Bogu. Vem, da mi je tako mami, tako kot si prej rekla, če mi je družina pomagala, sej tudi seveda in otroka, in Matjaž še posebej, pa tudi starše izskrbeli, pa sestro, pa brata, pa vse. Pa mi je mami sam rekla, Nina, tako kot sem ti vedno rekla, Nina, vse mine, tudi to bo. Vem, da ti je težko, to moraš zdaj dati skozi, počakati, da se to vse umiri v tvojem telesu. Ampak vse mine. In res je, se tudi lepo mine, žal, ampak
Tako je. Hvala Bogu, pa tudi se sranje, ki se nam dogaja. Ja. Pa se čisem. Res je, ampak v različnih oblikah. Ja, vse. Sej pa zdi, da je tudi odvisno od tega, kakšen človek si. Sej, kakršen vtis sem dobila v tebi, si res taka energična, pozitivna, da v bistvu nisem niti pričakovala, da ne bi iz tega zdaj najboljše ven povlekla. Ne? Ja. A se tudi tebi zdi, da si še boljša različica sebe kot prej, s to sproščenostjo, miselnostjo? Absolutno. Zato, ker vse se začne pri človeku samem. In kje se začne mir? Ne more biti svetovnega miru, če ni najprej v tebi mira, če ni v tebi miru. In ne vem, tudi se pravi, če se ti dobro počutiš, če si ti sproščen, si to vse izžarevaš iz sebe, to energijo. Če je človek nesrečen, če je človek nezadovoljen, če je človek neizpolnjen, če je bolan, ne vem, kaj si takšno energijo tudi žareva, se bi bilo zelo težko, da bi drugačno. In to se potem širi v okolico in hvala Bogu, da se dobro počutim in absolutno sem boljša različica sama sebe, ker nekako vse, kar je odvečno, ta križ v življenju te nekako očisti vsega, kar je nepotrebno in te na novo resetira. Tako kot si rekla, seveda je pa pomembno iz tega se tudi nekaj naučiti. Eni ljudje žal se tudi iz nekih slabih, ki se jim je življenje skozi postavlja na pot neke podobne situacije, si iz tega ne naučijo, žal. Mogoče kdaj v drugem življenju, ampak če pa vsaj mal, ne vem, si povezan vsaj sam s sabo, pa poslušaš svoje telo, pa želiš videti širšo sliko, potem absolutno si tako lekcijo vzameš, bom rekla, k srcu, in iz tega hočeš nekako iti boljši ven. Vse se mi zdi tudi to je smisel teh zadev neprijetnih, ki se nam v življenju dogajajo. Ne zato, da bi nas nekdo kaznoval, pa ne zato, ker nam nekdo hoče slabo, ampak zato, da se iz tega nekaj naučimo. Ker dokler človek, ne vem, je srečen pa zadovoljen, nekako ostaja malo bolj na površju. Ne potrebuje nekih globih vprašanj, tih globih odgovorov, vse, kar se mu sproti dogaja, mu je fino in tako. Trpljenje oziroma stiskate pa nekako potegne malo navzdol in takrat se soočiš sam s sabo, s svojim življenjem, se ti nekako začnejo reflektirati stvari in takrat človek res najbolj začuti samega sebe. No? In kot si prej rekla, nič več ni samoumevno. Ne. Tudi tole, da je tako lepe skodelce, srčki pijem, pa tako res dobro kavico, tudi to ni. Ker takrat, ko mi je bilo grozen, mi je še kava šla na bruhanje. Takrat pa verjetno veš, da je pa res nekaj oranž narobe. Grozen. No, da greva še k kakšnim drugim temam, bolj prijetni. Ali sva že konc? Nisva še konc, le koliko je napisan. Preveč govorim, kar ustav me, veš, to jaz bi lahko govorila. Ne, mi je všeč, da končaš svojo misel tako, kot sama želiš. To je vedno meni zelo všeč. Ja, veliko še omenjaš svoje sinova, ne? Luko in pa Miho. Ja. To sva že poklepetali vse, 25 in pa 21 let, da že počasi stopata na svoje, odraščata, da je malo manj skrbi. Ja. Je manj. Manj skrbi je, no, seveda je, zato ker so tako bolj samostojni in se tudi tako ne rabijo več kot takrat, ko so majhni. Ja. In to je sploh za igralko veliko olajšanje, ker je zelo težko iti zvečer na vajo ali pa na predstavo, ko otrok za tabo joka, pa želi, da je mamica doma, ti pa moraš iti tudi doma. Plus to, da ko so manjši otroci, te potrebujejo, se ne govorim zdaj nobenih novih stvari, se to že vsi pač ljudje vejo, se moraš z njimi igrati, pa se moraš, se z njimi igraš in želijo biti s tabo in tako naprej. Zdaj seveda, ko so večji, te več toliko ne rabijo kot za te nujne stvari. Mi še vedno vsi živimo skupaj doma, oba še študirata. Luka končuje zdaj magisterij na likovni akademiji, Miha je na fakulteti za varnostne vede. Dobro jima gre, najpomembnejše pa je to, da se dobro razumemo. In to izhaja tudi iz tega, ker smo mi še vedno vsi skupaj doma in živimo v isti hiši oziroma v stanovanju in si ne gremo na živce. Dobro, seveda, kdaj. Tu pa tam. To je logično, ne, Ja. mislim. Ampak tako, v osnovi še hodimo skupaj na morje, na počitnice, na potovanja.
Seveda iz morja, ker mi z Matjažem sta 2 meseca na morju, gresta prej ali pa za nama prideta, ampak še vedno dobršen del dopusta preživimo skupaj. In vidim po odnosih, potem kako se med sabo razumemo, da si ne gremo na živce. Starejši sin Luka je tako zelo zgovoren, vse bi rad povedal, vse bi rad ubesedil. Tako da včasih mu rečem, Luka, v redu, le zdaj pa dosti. Ni mi treba vsega povedati, sem pa jaz malo utrujena. Ampak to so take malenkosti. V osnovi zelo dobro funkcioniramo skupaj. Je pa tako, kot si rekla, res, sta že velika fanta, ampak še vedno, to je tako smešno, dokler je družina doma, pa ne glede, tudi če bi bila verjetno stara 35 pa 30. So neke vloge, ki dokler si skupaj živiš, bi še kar bile, se pravi, mama pa oče kuhata, pa več ali manj pospravljata, mama še vedno reče, a lahko pospravita to, daj posprav kopalnico, daj posesaj. Če bi živela na svojem, bi sama morala vse to narediti. In dokler smo pa tako skupaj, niso prevzeli nekih nalog, da bi recimo oba sinova rekla, lej mami, zdaj z Atijem vaju ni bilo, zdaj pa midva skuhala, pa midva pospravila, kar ne glede na leta se še kar pričakuje, sej to bo mami, sej to bo Ati, ampak v redu, pač tako je. Sej. To so sladke skrbi. Ja, nič kaj tazga ni res, tako da sem prav tako vesela in ponosna na njiju, da mi ne delata nekih strašnih skrbi, bom rekla tudi v dobi odraščanja, ne v dobi odraščanja sta še vedno, ampak ko sta bila v puberteti, dobro, Luka je bil malo bolj ta klump, no, ampak nič kaj usodnega ni bilo. Mislim, to je zdaj že bolj minil in res, in spim dober in me ne skrbi zdaj, v kakšnem stanju bosta prišla domov, v kakšni družbi se gibljeta. Dobro, še vedno človek lahko kdaj kaj zaide, ampak kaj bom vnaprej skrbela, to ne. Tako da je mnogo, mnogo lažje. Ne? In celo fino je to, ko sta kdaj tudi vesela, če naju z možem, z Matjažem ni. Dobro, 2-3 dni ima paše, pol je že tako, ka morata pol vse sama. Ampak nama paše, da greva kdaj kam tako sama, nima pa tudi. In je tako fino je, no. Bom rekla, nič ni hudo, ko si čez 50 star. Ko imaš pol že marsikaj porihtan. In hišo, in vrt, in avto, in materialne stvari, in kariero, in otroci. Zdaj tako časih rečem Lukcu, da ne bo pomote. Luka je star, bo zdajle star 25 let. Pa ima še vedno rečem Lukec pa Mihec. Zakaj? Ker imata obadva moško ime z žensko končnico. Luka, Miha. In je tako težko sklanjati. Luku rečem, Luki rečem, Mihe ni doma. Ja. In bi je tako preveč umetelno, in potem ju podam oba v pomanjševalnico, se pravi v Lukec Mihec in rečem je Lukcu Mihcu, ker mi je lažje sklanjati. Nista majhna, Mihec pa že. No in rečem Luku kdaj, no vidiš, zdaj smo še tako lepo skupaj, sem rekla pol, ko bosta šla od doma, mi verjetno mi bo kar mal dolg čas, nekaj časa se bo mogla navaditi na ta prazen dom, ampak v redu, tudi mi dva z Matjažem imamo tak odnos, da se ne bojim glih, da bom zdaj, 15 let jokala za svojimi otroki. Ja. Ja, zaznala sem, da vas zelo druži ljubezen do potovanj. Tudi v enem intervjuju si že rekla, da se počasi pripravljaš, da je vsako potovanje zadnje s sinovoma, ampak potem kar ni, da se vedno rada pridružita tudi na potovanju. Videla sem lepe fotografije iz New Yorka. Ja, hvala, ja. Lepe, ja. Ja, seveda, mislim, zdaj tudi odvisno od potovanja. Zdaj, če bi jaz rekla, da greva z Matjažem v Albanijo, vprašanje, če bi hotela iti zraven, ali pa če bi rekla, da greva v Uzbekistan ali pa v Gruzijo, bi verjetno ne, ali pa tudi ne, no ne vem, ampak večina potovanj je tudi za njih dva interesantnih in tudi ko se mi zdi škoda, da potovanja sama preživeti ali pa samo z možem, se mi zdi nekaj čudovitega, da cela družina doživi neka podobna, ista doživetja in da nas to druži, ker je to popolnoma drugače. Mi dva bi bila lahko z Matjažem govorim, bi bila lahko na najlepšem kraju na svetu s krasnimi fotkami in videi bi prišla domov in ona dva bi tam živela neko svojo realnost, mi dva na potovanju drugo. In tudi, če ti tiste fotke kažeš pa video, to seveda ne, to se sploh ne da primerjati. In z nekim, kako bi rekla,
ne dolgočasen, to ni prava, ampak z nekim nepravim občudovanjem ali pa z nekim nepravim navdušenjem bi izgledala za tiste fotke, krasno, ja, ful lepo. Tako se mi zdi, dokler si želita, pa dokler smo skupaj, pa dokler lahko gremo na potovanje vsi 4, kar seveda je finančno čisto drugače, gre en sam ali pa 2, ker pri nas je vse ponovadi krat 4, je to čist drug budžet, ne? Se mi zdi to lepo in tudi za otroke, to meni ni nikoli stran vržen, ne čas, ne denar, to je naložba, mislim, zakaj boš pa zapravil denar? Zato, da boš imel 15 novih čevljev, pa dobro, tudi to je lepo kdaj. Tako se mi zdi to, kaj eni pravijo, pa to denarja zapraviš. To ni zapravljene denarje, to je naložba. S tem otrokom širiš obzorja, vidijo svet, spoznajo se, znajdejo se, probajo, vidijo, vohajo, čutijo druge kulture. Konec koncev je tudi na velikih letališčih se treba znajti in vse, kar ti na potovanju pride na poti, ker mi potujemo sami, ne gremo nikoli z agencijo, ne? Mogoče smo šli 3-krat v življenju, drugače gremo sami. In se pravi, potovanje je pot k sebi, je pot k raziskovanju in tudi sam sebe nekako drugače na nekem potovanju zaznaš kot doma v tistem domačem okolju. Tako da včasih rečem, Luka, toliko sveta, ki sta pa videla ti že do svojega 24 leta ali pa Miha do 20, ne? Ja, pa to je, mislim, res mi sam lahko rečeš hvala, ker mnogi starši, jih vidim tudi moja generacija, grejo pa sami otroke sploh, ko so, ne vem, od 15 leta naprej puščajo doma, gresta sama, ne, ampak meni je pa fino, ker tudi radi gremo vsi skupaj, najrajš potuje, ne, kaj sem zdaj rekla, najmanjše, najrajš, ne, čakaj, zdaj moram pa zbrati, zdaj pa enega stavka. Mislim, najmanj afinitet do potovanja ima še moj mož. On je tako mal... Na kakšno potovanje gre rad, za dosti potovanj pa reče, sej pol gre, včasih, recimo, zdaj ko smo šli 2-krat v New York, ni šel zraven, ker je rekel, ne, jaz sem že bil, je rekel, jaz v New York več ne grem, v redu, gremo pa sami. Tako da mi trije pa gremo vedno radi na potovanja. Moža moram včasih tudi malo prisiliti, no, da gre zraven. Pol mu je pa fajn, pa vedno rečem, lej Matjaž, najprej si se neki bunil, pa lej kako si zdaj užival, ne. Tak je ponavadi. Kaj pa za obletnico, mu je bilo tudi težko iti v Tanzanijo, pa Zanzibar? To pa ne. Mislim, Matjaž je lovca, ne. Matjaž je lovc podvodni in ta pač, kako bi rekla, nad vodo. Ja. In ima zelo rad, se pravi, živali, ne, ni zdaj lovc v smislu tega, da ko mi čaka, da koga kakšno žival ustrelil, ampak tako, naravo, opazovanje živali in to. In ko sem jaz predlagala, ko smo imela 25 let poroke, sem rekla, lej Matjaž, že leta nazaj si govoril, kako bi ti šel rad enkrat v Afriko na safari, ne na lov, na safari. No, in to si je res že leta in leta nazaj želel, ampak ne vem kako, seveda, ker otroka nikoli nista hotela, ta Afrika to pa ne, pa nekako jih to ni zanimalo. V redu, se hvala Bogu, ker ta Tanzanija, Zanzibar je pa res kar drago potovanje, bi morala še kakšne 2-3 serije zraven posneti. Se heca. Ampak tako, je kar velik zalogaj finančni tudi, ne. No, v glavnem in, ko sem mu pa omenila, ne, da bi pa pač šla, sem rekla, Matjaž, kaj pa, če bi šla za 25. obletnico poroke pa v Afriko, ko si tako že... Ja. Ma niti do konca nisem greva. In skratka, in sva to šla in je bilo res nepozabno, krasno, res čudovito. Veliko si v naravi, skozi v naravi, v Tanzaniji, ne. Vidiš živali na prostem, vidiš, kako je to neverjetno na teh prostranstvih, kako živali, ki so si med sabo tudi nekompatibilne, čez čim so site, živijo na istem prostoru, se ne koljejo, si ne nagajajo, se ne sovražijo. Resnično lev bo eno zebro zagrabil, ko bo pač lačen, ne bo zaradi svoje bolne duše, zaradi hudobije, zaradi zla in tako naprej. In vidiš od A do Ž vse
driverji, se pravi vozniki v džipu so izkušeni, prijazni, te pripeljejo v tako bližino teh divjih živali, da je bilo mene parkrat kar strah, ker sem bila, ne vem, 1 meter stran od leva, ki je šel mimo tistega džipa in tako naprej. Ampak so totalno samozavestne, te zveri, ne. Tako da te manjše živali, ne, ko so plen, te hitro zbežijo stran, ampak te, ki pa vejo, da imajo vse moč, ne, da so zveri, te pa grejo, pa te ne šmirklajo, pogledate gor. Ampak to so res, v Tanzaniji ogromno je, ne, Tanzanija in te nacionalni parki, to je prečudovit. In ko vidiš v teh prostranstvih te živali, res krasno potovanje. To pa mi nič mu ni ga bilo treba, to silt, pa to pa prosa, pa daj Matjaž, pa gremo, pa vzem si v službi dopust. To je pa šibo. No in tudi otroka, niti Luka, niti Miha nista rekla, da bi šla zraven. Ampak, ko je bilo pa potovanje začrtano, ker to sem jaz se oglasila, to sem jaz kontaktirala eno agencijo, Tanzanija specialist, ko imajo, se pravi, domicil imajo v Tanzaniji in na Nizozemskem, se pravi, tam so te dve, tam je ta agencija in sem hotela individualno potovanje za 2 osebi. In potem imaš ti namestitve, ti lahko spiš v nekih prečudovitih teh rezortih, lahko si potem v kempu, ampak tudi ta kemp, midva so se odločila za kemp, ampak to ni tak kemp, ki si ga mi predstavljamo na Hrvaškem, lepo tu neki šotorčki, pa tam neki, ne. To so luksuzni, taki 10-12 namestitev, šotori z vsem noter, kopalnica, WC, kuhanca, televizija, vse je krasno, tako sem se počutila, kaj iz tistega filma Out of Africa leta, zdaj to sem veliko ljudi niti spomnila, ko je Meryl Streep pa Robert Redford sta igrala in si lepo oblečen in tako, in to je luksus in bazenček in vse to. Niso hotela biti pa v teh zidanih rezortih, se mi je zdelo, pa kaj tam sredi Afrike. Mora biti tako malo avtentično. In je bilo prekrasno. No, in ko je Luka to videl, pa Miha pa je rekel, mami, zdaj bi šla pa midva tudi zraven, sem rekla. To pa tudi, če bi me zdaj na kolenih prosila, ne, to pa greva zatijem sama, ne. To je pač najno, če praznujejo 25 let poroke, kaj bosta zraven svetla, to pa ne. No, in je bilo v redu, tako sva šla za 14 dni, tako da sta bila tudi ona dva lepo sama doma, super ima je bilo, seveda, kartica sva doma eno pustila, kaj ima ne bilo super. Nič ima ni manjkalo. Cel flet, nič ima ni manjkalo. Ampak pa ste že rekla, no zdaj je bilo pa že kar res tudi kar dolg, jaz sem rekla, no sej, kaj se lepo. Koliko časa sta pa bila? 14 dni. Se verjetno za manj se niti ne splača, pa vso potovanje. Pa čeprav, veš kako, recimo, zdaj sva midva malo dalj časa bila tudi na Zanzibarju, ampak če greš samo na safari, jaz mislim, da 1 teden safarija je čisto dovolj. No, pa daš mogoče skoraj vse nacionalne parke v 1 tednu, daš seveda skozi, ne. Tako da, pa ne vem, tam 12 dni Tanzanija, Zanzibar je tudi, no, midva se si malo več vzela, ker sva rekla, da greva na druge medene tedne, sva še na Zanzibarju uživala, tudi krasno, lepo. Predvsem so mi bili pa všeč, ne samo te živali, ampak tudi ljudje, tako prijazni, vsak te pogleda v oči, tudi če se ne srečaš direkt z domačini iz oči v oči. Tudi, če ne vem, sva šla tam po rezortu, pa je tam en moški prijazen domačin zalival rože, pa se nisva tako srečala, ampak on se je obrnil pa naju pozdravil, pa si Karibu, džambo, prijazni, nasmejani in to nenarejeno. Tako da res so tudi ljudje so ful prijazni. Ko čutiš energijo, ne, da ni to nekaj zlaganega. Ne, nič. Tako da res, vsak te hoče pogledati v oči, vsak te izreče dobrodošlico, nasmejani so tudi tako lepo take ljudi gledati, pa so revni, ne. Ampak so pa, ohranjajo pa to, ta medčloveški odnos, prijazen, svet, odprt. Zelo lepo. Ja. A sva že konc? Ja, sva pa pri koncu. Pa ne, no, ne, se hicam. Ja, kavice je skoraj konec. Ja, moje je. Tako da res predlagam, da greva še na tale zadnji sklop. Imam kratke vprašanja za kratke odgovore. No, fajn, ja. Ali si jutranja ali nočna ptica? Jutranja. Z vsemi ritualčki, ki si jih že prej omenila. Čeprav zadnje čase ne vstajam več tako zgodaj, ampak vstanem kar, ne vem, če nima vaje ali pa predstave tam okrog 9.
Sem drugače pa veliko raje imam ta zgodna jutra, sploh na morju, mi je to fantastično, še ni vročine, vse tiho, mirno, grem plavat za 45 minut. Ampak pustimo zdaj samo morje, tako, sem jutranji tip. Lahko bi šla tudi malo prej spat, grem med 11 in pol 12, če nimam nič, ampak to, da bi pa ponočvala ali pa hodila ob enih 2 spat, ne, to pa ne, jutranji tip. Če bi lahko mlajši sebi, recimo v 20 letih poslala eno sporočilo, kaj bi sporočila, povedala? Sami sebi? Ja. Ne skrb. Vse se vedno prav izide, vse se zgodi točno tako, kot se mora. Ti sam uživaj, bod lahkotna, odprta, prijazna, sproščena in uživaj življenje, ki je kljub vsemu čudovito. Zelo lepo. Kaj je tvoja sladka razvada? Sladka razvada je grški jogurt z medom. Kaj si pa tako pogledala? Ponavadi je govora o ne vem kakšnih torticah, čokolade. Ne, veš kako, jaz nikoli nisem bila kaj preveč na sladko, sem imela rajš slane, kisle, grenke pa pekoče okuse. Zdaj, bom rekla, ker sem pa v najlepših letih, mi pa tudi kdaj več sladko zapaše, večkrat, In imam zelo rada resnično grški jogurt in samo med, ki ga na Cresu kupujemo, ta žajblov med, na primer, dobro, zdaj neki žajblov med, saj lahko tudi kakšen drug. To mi je ful dobra sladica. Druga najboljša sladica, da ne boš mislila, da sem tako čudna, da ne jem tortic, so pa recimo različni cheesecakei. To imam tudi zelo rada, cheesecake. Tako, drugače pa, tako kot prva asociacija, grški jogurt z medom. Ali si takšna oseba, da obžaluješ stvari, ki so se zgodile v preteklosti, ali verjameš, da se je vse zgodilo z razlogom? Pa ja, verjamem, da se je vse zgodilo in da se dogaja z razlogom. Pa mi je kljub temu včasih za kakšno stvar žal, ali pa da jo obžalujem. Vse pol se potolažim ravno s tem, da rečem, ja, se je že moglo tako zgoditi, je že tako prav. Ampak te vsem še nekaj, da je tako malo pri srcu stisnjeno. To pa priznam, nisem čistko, ne vem, na nivoju kot Dalaj Lama, da bi rekla, ja, če ne bomo sekirali za nazaj, ja, pa se tudi kdaj sekiram za nazaj. Kako sem odreagirala, kaj sem rekla, ne vem, to največkrat v nekih medosebnih odnosih, ne za kakšne druge odločitve, tako, to. Kot medijska osebnost, katero vprašanje ti je šlo največkrat na živce, da si ga res velikrat dobila? Pa upam, da ni kakšno, ki sem ga jaz danes vprašala. Ne, sem se glih zato zasmejala, ker sem takoj pomislila nazaj, niti enega od teh vprašanj nisi zastavila, ampak naprimer, velikokrat so me vprašali, kdo me je navdušil za igralski poklic, oziroma kako lahko plujem med materinstvom in igralskim poklicem. Mislim, pač pluješ, ne, kako. In čakaj, še eno vprašanje se mi je velikokrat pojavilo, se pravi, kako se lahko naučim take količine teksta. Ja, saj so vaje zato smo se šolali, spomin nam zelo dobro dela pri črkah in pa ne, da bi mi šlo na živce, to so taka najpogostejša vprašanja, saj sem vedno na njih odgovorila, ne, ampak tako. Ja. To, ja. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se ga še danes spomniš? Teh komplimentov je bilo toliko veliko. Kaj bi si vse zapomnila. Ne, čakaj. Najlepši kompliment. Ja, mogoče ta, ki mi je res največ pomenil, ki nima veze z mojo zunanjostjo ali pa kaj takega, ampak ko sem enkrat
starejšega sina, se pravi Luko, ne Lukca, Luko. Vprašala, se je rekla, Luka, kako ti vidiš naju dva zatjem? Kako bi ti rekel, naprimer, kakšna sva midva kot starša, pa tako, ne? In to mi je bilo zelo pomembno, da sem rekla, in nič ne govori tega, kar se ti zdi, da bi jaz rada slišala. Točno tako moraš povedati, kot si ti, kot ti čutiš, kot ti vidiš, brez olajšav, brez olepšav in tako naprej. In je rekel, veš, mami, je rekel, meni sta vidva super. Je rekel, ti si malo bolj tako prodorna, aktivna, zaradi tebe tudi tako potujemo okrog, ti si tudi bolj zahtevna, pa dostikrat si tudi malo bolj kot ati. Je rekel, ampak ati pa tako umirja vse, je rekel, tako nekako blaži, da ni, da ni energetsko tako, kot sem jaz malo bolj energetska. In je rekel, in tako se mi zdi, da si tako super mama, ker velikokrat opazujem pa poslušam pri svojih prijateljih, kaj se dogaja. In sem res ponosen in na tebe, in na Atija, da imam taka starša, ker se mi zdi, da tudi jaz ne bi bil tak, če bi bila vidva drugačna, da bi lahko tudi kam zašel ali pa tako, in se mi zdi, da imata in to ljubezen in vrednote in med sabo se v redu razumeta. In to je bilo nekaj, kar me je tako najbolj pomirilo, no. Pusti neke zunanje, ja, super zgledaš, ne vem, kaj imaš to lepo. Ne to, ampak prav to, kar sem želela slišati, da sem nekako videla, kako naju oba sinova vidita, no. Vse ta drug sin, sem ga v drugi priliki vprašala, je tudi podobno povedal, malo na drug način, ampak to me je nekako tako, me je najbolj tako razveselil, kar je povedal in pozitivne in negativne stvari, ne, o nama, ampak tako, da je pa zadovoljen, da ima take starše in da ima tako mamo, kot sem jaz. Zelo lepo. Odličen zaključek za tega pogovor. Lepo, da si z nami delila delček sebe. Sem uživala ob tej kavici. Ja, hvala enako.